Welcome to CES 2018, the largest tech event, actually the largest business event in the world. CES always has been and always will be a launch pad for historic innovation. The technologies on display this week in Las Vegas are shaping our future. It was a great opportunity for us to demonstrate what the technology could do in terms of enabling a business to be more efficient about what they do. Of course, it's technology, and that's what the Consumer Electronics Show is all about. CES is such a show about disruption and disrupting the technology industry, and Toyota has a long history of being a disruptive force in the automotive industry. Together, we make the world a better place. Sprehod po cestu pa začenjamo z avtonomnimi vozili. Najpomembnejša, verjetno ena sploh najpomembnejših novic letošnjega leta se je zgodila tokrat na CES-u. General Motors je dal vlogo za to, da se začne njihov, sicer do sedaj laboratorijski avto, v prihodnjem letu prodajati že kot serijski avtonomni avto. Serijski avtonomni avto, ki bi lahko že v prihodnjem letu začel pravzaprav neko revolucijo na področju storitvene dejavnosti. Če pa bi do avtonomnih vozil, serijskih avtonomnih vozil, res prišlo v tako hitrem času, potem se zna zgoditi to, kar kaže britanska raziskava, ki je bila objavljena v Guardianu, da naj bi do leta 2020, če bodo avtonomna vozila prevzela storitveno dejavnost, več milijonov ljudi izgubilo službo. Recimo, poštar, dostavljalec pic, Pa cvetličar, pa hitra pošta. pogrebni zavod, Vsega ne bodo mogli delati roboti, ne? taksi, Dostava hrane, otrok v šolo. This shuttle will allow us to provide new mobility solutions for campuses, airports, in semi-pedestrian streets in the center of cities. Najprej bomo torej robotizirali posel. Šele nato se bomo z vozili brez volana soočili na zasebnih poteh. Najprej v obliki majhnih šatlov, katerih poti ne bodo trdno določene kot pri vlaku, ampak bo pot začrtala uporaba mobilnih telefonov. V drugem sklopu CES-a pa se bomo posvetili še eni tehnološki lastnosti, ki se razvija, kar se tiče naših avtomobilov, in sicer to, da naj bi avto v prihodnosti postal morda celo naš najboljši prijatelj, tudi kar se pogovarjanja z njim tiče. We intend to revolutionize the way you interact with cars. The hearts of our vehicles used to be drivetrains. In the future, it will be their hard drives. In če smo do zdaj poznali že te asistenčne sisteme, ko si avto rekel, pokliči Andreja, bodo novi avtomobili nam znali pomagati že, če bom rekel, jaz bi pa nekaj pojedel, kaj pa misliš, da bi jedel Andrej? In avto bo že sam prepoznal, da mora recimo tebe poklicati in te vprašati, kaj bi ti danes jedel za kosilo. Ali pa, ne vem, odpravljam se tja in tja, kaj moram danes obuti. In to so tiste stvari, ki bodo v prihodnosti nam pomagale tudi pri izbiri avtomobila, na nek način tisto, kar je že 30 let nazaj počel David Hasselhoff v Knight Riderju. Ampak David je bil za nas junak z avtom, ki je reševal velike probleme. Zdaj pa ne vem, če govorimo vsi o istih užitkih v vožnjih, če mi bo avto lahko povedal, kaj lahko jutri obujem. Ali nas avtomobilska prihodnost navdušuje ali skrbi, je seveda nepomembno. Dejstvo je, da bo naša mobilnost slej ko prej povsem drugačna in to že zaradi novega pogonskega vira. Seveda so vse otipljive avtomobilske novosti električno gnane, recimo novi Kia Niro, pa tudi Hyundai Nexo. Je pa več avtomobilskih novosti pokazal klasični avtomobilski salon v Detroitu, ki je potekal istočasno. Tam smo videli novo izvedbo legendarnega Mercedesovega G-ja in brez skrbi, še vedno je oglad. Tu je tudi kupejevska varianta X1, torej BMW X2, in Volkswagen je pokazal novo Jetto, torej limuzinskega Golfa oziroma manjšega Passata. Seveda pa je bilo motorno mesto polno velikih terencev in pick-upov, pri katerih je zanimivo še zlasti to, da pick-upi evropskih velikostnih mer tudi v Ameriki pridobivajo na veljavi. A roko na srce je ta avtosalon vse bolj v senci CES-a, vsaj po vsebinski plati. Objektivno gledano namreč detroitske novosti v širšem kontekstu ne pomenijo prav dosti. Tudi član uredništva avtomobilnosti, Sebastian, je bil na CES-u. Sebastian, kaj je bila tista stvar, ki ti je najbolj padla v oči? Definitivno to, da je CES povsem drugačen salon, kot smo navajeni salonov v Evropi. Večji
površina namenjena na slovenskem avtomobilskem salonu, jo tam lahko enačimo s površino, ki je na voljo v enem od hotelov. Se pa CES dogaja na različnih lokacijah, v različnih hotelih in včasih potrebuješ tudi recimo vsaj 20 minut od enega hotela do drugega, ampak če se vrnem k temu, kaj je mene najbolj prepričalo tam in v oči sta mi padla predvsem dva, ki boste že konec leta zapeljala na ceste, tudi slovenske upajmo, in to sta Hyundaiev Nexo s pogonom na gorivne celice in pa Kiin Niro, povsem električni Niro, kar pa je tam zbudilo veliko zanimanja in tudi mojega, priznam, je pa povsem nov avto, povsem nova znamka Byton. Če smo včasih rekli, da si bogataši kupijo katerikoli avto, se zdaj vedno bolj pojavlja trend, da si ga pravzaprav kar naredijo. Veliko je govoril o vzporednicah celo s Teslo. Definitivno, ne. Vsakdo, ki poskuša posnemati ta model, seveda gre po istih tirnicah. Dober avto, zanimiva cena in pa obljube. Kako jih bojo uresničili, bomo pa še videli.